Kot so kolegi že prej omenili, v letu 2011 se nas je stanje in dogajanje v gospodarstvu zagotovo dotaknilo, vendar pa je treba poudariti, da je Unicredit banka v tem okolju in v tem dogajanju poslovala precej boljše kot pa bančni sektor v celoti. Če gledam, naredil bi nekaj primerjav z bančnim sistemom, torej, če gledamo kriterij naložb z zamudami nad 90 dni, tukaj je v samem bančnem sektorju po podatkih Banke Slovenije so takšne naložbe, se pravi obseg takšnih naložb zrasel za 50% na okroglo, medtem ko v Unicredit banki v enakem obdobju samo za 30%, pri čemer so tudi kriteriji razvrščanja zaradi naprednih sistemov, ki jih uporabljamo, precej strožji od povprečja v bančnem sistemu. Tako je potem, se pravi, delež takšnih naložb v celotnem portfelju, po zadnjih podatkih Banke Slovenije, za katere razumem, da še niso dokončni, se pravi, za cel bančni sektor pri 11,2%, kjer še so vključeni vsi podatki v zvezi z gospodinstvi, celoviti podatki Unicredit banke pa so pri 7%. Tako da vzeto vse skupaj je kvaliteta portfelja v primerjavi z bančnim sistemom precej boljša. Razlog za to, kolegi so že omenjali, vzroke za to, se pravi ekipa, konzervativni pristop, obenem bi pa izpostavil tudi to, da je banka v preteklosti zelo veliko investirala v napredne pristope upravljanja s tveganji, tako smo še vedno edina banka v naprednem pristopu za kreditno tveganje in pa tudi za operativno in tržno tveganje. Obenem bi pa še izpostavil naslednje. Kolega Meda je omenil corporate governance v Sloveniji. Razlog za boljše poslovanje v tej banki je tudi zelo specifičen del corporate governance, ki mu rečemo risk governance, ki umešča funkcijo upravljanja s tveganji veliko širše kot pa zgolj strokovno službo, ampak je vpeta v poslovanje in poslovne odločitve in to se tudi kaže v naših rezultatih. Še beseda o pričakovanjih za 2012, torej pričakujemo težko leto 2012, rast slabih naložb v bančnem sektorju se verjetno bo nadaljevala, vendar pa je treba na drugi strani izpostaviti, da obstaja močan del gospodarstva, ki posluje dobro in na katerega se včasih pozablja in tudi na tega se bomo osredotočili.